Zakaj govorim o tem, da je to moja prva knjiga bila, ker to niso spomini. Seveda, jaz sem po župnijskem arhivu, ki mi ga je dal na razpolago Zvone Štrubelj, tega župnika morda poznate, piše vsak teden v družino, mi je dal župnijski arhiv na razpolago. Jaz sem se zapičil v ta arhiv in odkril velike stvari, ki do prej niso bile znane vsem. To je en tak primer. In po tem človeku, Andreju Cinku, bi morala biti poimenovana ulica, poimenovana ne vem kaj še, ampak ker ni to zasluga nekih, ampak je zasluga enega župnika, se je raje to zamolčalo. Jaz sem pa to v knjigi prinesel na dan to stvar. Poleg drugih dokumentov, ki so bili zelo, zelo važni, saj je bil konec koncev 35 let župnik na občinah. Ampak zdaj sem skočil nekaj, kar nisem niti imel namena, pa ko mi je prišlo, glede svojih knjig. Druge knjige moje, zato o tem govorim, pa so v glavnem spominjanje stvari, in tu je treba povedati to, da ne bi kdo. Pri meni ni nobene fantazije, nobene čisto, si nič ne izmišljujem. Vse, kar je bilo, je točno, morda kaj mimo grede, lahko kakšno stvar so zamenjaš eno za drugo, ampak bistvo je tisto, ker meni mi je všeč vrtati po spominih in iskati stopote v sebi, da ali odgovarjajo. Zato vsaki moj delu, ki je črtici, kakorkoli hočete imenovati v tej knjigi, če sem nemotno 24, iščem zmeraj, da dam neko misel naprej, da posredujem neko misel drugim. Ne bom rekel zanamcem, ker to ni noben testament, ampak nekaj iskanja, nekih vrednot, ampak takrat, kot človek v mojem preteklem življenju sem se soočal z določenimi vrednotami, koliko te vrednote ostanejo, je potem druga stvar. Jaz, ko sem že kot otrok, smo prvič bili na Svetih Višarjah, sem imel 10 let, morda je bila z mano tudi moja sestra, če se spomni, smo bili zelo majhni, ko smo šli gor, in mi je ostalo v spominu, ko me je nekdo pokazal Dobrač. Glej, to je gora Dobrač. To so sami Slovenci, sem vprašal, jaz me tako pomatično. Ne, ampak tukaj je bil taki potres, da je 9 vasi pokopal pod sabo. Ne vem zakaj. Potem je ta človek, se niti ne spomnim, kdo je bil, je mi razlagal tam naprej Zilska dolina, potem Koroška in tako dalje. Meni že takrat se je nekaj srcu mi je reklo, ker s to deželo imaš dosti skupnega. In tako je bilo. In potem so stvari še naprej, da sem prvič potem z očetom, se mi je on vprašal, če bi ga peljal svojo Vespo. Vespa je tako motorno vozilo, bilo še danes je nekje, je bilo zelo praktično, če bi ga peljal v Celovec, on včasih tudi mu dopadlo reči Klagenfurt, se mu izbilo tako zelo bolj gospodsko, v Celovec, tam sem bil toliko let, on je bil avstrijski vojak, je napravil 3 leta kot vojak, pri sanitejcih je bil in potem je 3 leta ali celo več, 3 leta in pol, torej po 7 letih je prišel domov, pa je bil ujetnik nekje pod Kavkazom, tam so ga Rusi zajeli in odpeljali v ujetništvo. Torej njega ni bilo polnih 7 let domov in ko se je vrnil, je štel brez hiše, brez njega, je štel vse na boben, ker on je bil delovna roka in ko je on šel iz hiše, oče mlad umrl, tako je šel vse skupaj na boben in ko se je vrnil vojaku, ni imel več ne hiše, ni nič, ampak je vseeno živel lepo naprej. Ampak on si je želel leta 58, da jaz peljem pogledati Celovec, ki ta en lep zmaj je rekel, en lep zmaj na glavnem trgu, pa mojo kasarno bi rad videl. In tako sva s to Vespo in se vi zamislite, takrat ni bilo avtocesta in Vespo ne bi mogel se mi biti po avtocesti, ampak je potem po stranskih nekatere še so bile neasfaltirane tam, da sva hodila oziroma se peljala kar nekaj dosti ur, tako da je da konc koncev je tukaj. In eno od teh slik, ki so danes v knjigi, tej knjigi, Koroško mojem srcu, je tudi leta 58 ni več tako jasna, je bolj gledana, ker sem slučajno dobil v svojih zapršenih stvareh. Jaz sem se v svojem življenju med drugim selil 9-krat, pa pomislite, vsakikrat, ko sem se selil, sem pustil razne stvari tam, tako da sem to fotografijo, hvala Bogu, je dobil, kjer je on slikan pred zmajem in tako dalje. To je bila prva moja
takrat mi on v Koroški razlagal vse, me peljal tudi na Vetrinjsko polje, tragedij, ki se je tam dogajala, pravil zelo iskreno, kakor je on znal. Oče ni bil, imel osnovno šolo za sabo, ni imel nič drugega, bil kmet, delavec, je delal v tržaškem pristanišču, ampak je bil zelo bister, da je zgodovini sledil. On je nam kot otrokom v pokolju po Vetrinjskem polju, ki so jih peljali v neznano, on je že po letu 50 kmalu izvedel, ker je bral razne tudi revije, ki so izhajale v Argentini in tako dalje in tako dalje. No, in tam sva z očetom na Gosposvetskem polju, v Vojvodskem prestolu, pa so gledala njegovo bivšo kasarno in tako dalje, od zunaj seveda, no, tam nisva šla, je takrat meni tiste 3 dni ostala za vedno ta Koroška še bolj pri srcu, kakor je bila prvikrat, ko sem gledal proti